Na koncu pa še skok v svet podvodne fotografije. V naslednji reportaži nam ga bo predstavil naš redni sodelavec Andrej Natlačen. Poglejmo. Danes bom v prispevku predstavil podvodno fotografijo. Pri tem pa mi bo pomagal Andrej Voje, eden od vidnejših predstavnikov mlajše generacije slovenskih podvodnih fotografov. Nekaj te fotografske opreme je tukaj pred nami. Uporabljam klasičen fotoaparat znamke Canon. Torej, večina podvodnih fotografov uporablja klasične fotoaparate, ki jih potem damo, namestimo v za to posebej prirejena podvodna ohišja. Tehnika podvodnega fotografiranja je od prvih začetkov močno napredovala. Doma narejena ohišja za fotoaparat so zamenjala serijsko izdelana ohišja. Dandanes pa je na voljo tudi množica različnih objektivov, ki omogočajo fotografiranje detajlov velikosti nekaj milimetrov, pa vse do tako imenovanih fish eye širokokotnih objektivov. Če želim fotografirati določene detajle v makrosvetu, potem uporabljam makroobjektive. To je objektiv, ki ga vidimo tukajle, ki ga imam tukajle pred seboj. Za tak objektiv je potreben še poseben nastavek na podvodno ohišje, tako imenovani port. Od objektiva je odvisno, za kakšen nastavek se odločim. Če želim fotografirati ambientalno fotografijo, potem se odločim za širokokotni objektiv. To je primer, kot ga vidimo tukajle. Ker svetloba z globino hitro upada, še hitreje pa se v vodi absorbirajo posamezne barvne komponente, je potrebna uporaba podvodnih bliskavic. Seveda smo za svetlobo pod vodno gladino zelo omejeni, zato je ta bliskavka potrebna. Nekako do 2–3 metrov lahko računamo, da bo bliskavka opravila svoje delo. Podvodni fotografi uporabljajo večinoma diafilme, ker so le-ti kvalitetnejši in za nadaljnjo reprodukcijo ustreznejši. Večinoma uporabljajo filme z občutljivostjo 100 oziroma 200 ASA. Priprava fotografske opreme je pomemben dejavnik. Podvodni fotografi svoje fotografije razvrščajo v 4 kategorije, in sicer makrofotografije, tu je poudarek na majhnih detajlih, ribje portrete, ambientalno fotografijo, kjer dajemo poudarek celostni podobi podvodnega sveta, ter kreativno fotografijo, kjer podvodni fotograf uporabi vso svojo domišljijo. Majhna nepazljivost lahko povzroči, da voda na globini pod pritiskom zalije fotoaparat. Zaradi občutljive elektronike se lahko od takega aparata kar poslovimo. To je še posebno neugodno na tekmovanju ali potovanju. Ko podvodni fotograf najde iskani objekt, pokaže partnerju, naj počaka, kajti tedaj se prične tisto najbolj skrivnostno in privlačno, čemur se podvodni fotografi ne morejo upreti. Navidezno se vzpostavi komunikacija med fotografom in ribo, koralo ali drugim objektom. Nastanitev zaslonke in časa, globok vdih, ter nato prefinjeno in potrpežljivo čakanje na najbolj ugoden trenutek za ekspozicijo. Na voljo imamo 36 posnetkov, ki jih je treba razporediti skozi celoten potop. Za vsak potop je potreben nov film. Ob zaključku potopa pa moramo imeti na voljo vsaj še en posnetek, kajti prav na koncu, ko se že dvigamo, ponavadi naletimo na kaj izredno zanimivega. Riba mora biti pod ustreznim kotom, obrnjena proti fotografu s primernim ozadjem. Samo fotograf pozna vse okoliščine, v katerih je nastala fotografija,
Zato je včasih navezanost na določeno fotografijo razumljiva. To je negibni svet neskončnih kratkih trenutkov, ko si fotografi ne riba zreta iz oči v oči, svet podob estetsko ujetih v objektiv. Svet, ki je tako drugačen in ki tako privlači. Po njihovi zaslugi se nam je ta svet približal in se nas dotaknil. Pri tem pa ne pozabimo na svojo lastno varnost. Ta ostaja še vedno na prvem mestu.